Ja, pozdravljeni, moje ime je Matija Krečič, in sem kakšnih kmalu bo 10 let uradno samozaposlen v kulturi. Moja panoga je, da sem inštrumentalist, ampak sicer se ukvarjam tako z igranjem kot tudi s pisanjem glasbe, aranžiranjem nekako za različne zasedbe in v različnih slogih. Uradno, kot pravim, je sicer 10 let, ampak v bistvu sem že prej na enak način nekako deloval kot zdaj. Se pravi, tudi preden sem bil prijavljen oziroma vpisan v razvid samozaposlenih pri Ministrstvu za kulturo, sem v bistvu že v času študija nekako na podoben način deloval. Potem so se samo formalno stvari uredile. No, in v tem pogovoru se bomo dotaknili nekaterih tem, ki so povezane z samim poklicem, kako, kako, kako priti do tega, do vpisa in do prijave, kaj je potrebno za prijavo, pa tudi na splošno v bistvu, kako ta stvar sploh poteka, ko si na svobodi in ko nekako sam urejaš svoje delovne dneve in mesece in leta, tako. In te v bistvu, ja, kako si v bistvu to jaz urejam, no. Saj, nekatere stvari so bolj univerzalne in nekatere manj, ampak upam, da boste našli kakšno zanimivo stvar oziroma kaj uporabnega za morebitno vašo odločitev za poklic samozaposlenega. Kako ste pa prišli do tega, da ste začeli svojo samostojno umetniško pot? To se je zelo spontano zgodilo pravzaprav. Jaz nekako nisem imel nikoli recimo cilja v življenju, da bi na tak način funkcioniral in deloval. Po drugi strani pa nekako nisem videl v recimo službi v kakšnem orkestru ali pa v kakšni glasbeni šoli. Sploh nekako pedagoški poklic me nekako nisem se zares videl v njem, no, in ko sem nekako tekom študija začel precej igrati v različnih zasedbah in različne projekte, sem ugotovil, da je to tisto, kar me nekako najbolj izpolnjuje. In predvsem enkrat, ko sem se navadil na to, da nimam delovnika takega kot sicer, kot je v službi, da nimam postavljenih nekih nalog, ki bi mi jih nekdo postavljal, ampak jih v bistvu moram sam uresničevati in tako. Ko sem se vpeljal nekako v to, sem videl, da mi pač to res zelo ustreza in da bom pač tako nekako nadaljeval. Vedno sem si rekel, no, dokler bo šlo, da bom tako preživel, vzdrževal svojo familijo s tem svojim delom, toliko časa bom pač vztrajal pri tem, ker je to nekako neka forma poklica, ki mi najbolj ustreza. Super. Se pravi, če sem prav razumela, lahko najdete nek balans med svojo umetniško stranjo, med družino in prostim časom. Kako to uravnavate? Ja, to je zelo pomembno, da se to uravna, vsaj pač mislim, ko se enkrat zgodi družina, ko pride otrok. Jaz sem se recimo prej bal, ne, da se mi bojo stvari podrle. Jaz sem imel kar postavljen neki urnik oziroma pač sem imel veliko časa si zares razporediti čisto po svoje, kdaj bom kaj delal in tako. In ja, potem, ko je bil na poti otrok, sem rekel, zdaj pa vprašanje, kako se bo zdaj to postavilo, ne. In v tistih prvih mesecih je bilo res mogoče malo težko, ko so se stvari pač tudi doma še postavljale in tako. Ampak
v bistvu me je pa kaj kmalu nekako prisililo vse skupaj v to, da sem se še malo boljše organiziral preprosto, no. In izkoristil tisti čas, ki sem ga pa imel za delo oziroma ki sem si ga postavil. Tako da na neki način sem v bistvu postal s tem bolj efektiven, no. In potem kasneje, ko je hčerka šla v vrtec, se mi zdi pa, da se je sploh v bistvu postavilo, nekako so se postavile stvari na pravo mesto, ker pač jaz jo odpeljem v vrtec in potem grem delat. In je v bistvu to moj delovnik od 8 do recimo, ne vem, okvirno 2:30 in potem jo grem takrat iskat, na primer, ne. In načeloma popoldne in zvečer, se pravi ob večerih so lahko koncerti, ampak če jih ni, načeloma, če se le da, ne delam takrat oziroma nimam tudi kakšnih vaj pa to, ampak v bistvu se skoncentriram na ta dopoldanski del. Pač razen, če je kakšna kriza, no. V smislu, da je neki rok in moram nekaj oddati in moram pač narediti. Ali pa je treba nujno kaj vaditi z bendom, ki je tudi včasih težko uskladiti, ker nas je več, ne. Tako da v bistvu, ja, pač nekaj te organizacije, meni je zelo pomagalo to, da je to v bistvu, da sem si postavil eno rutino, no. Meni to veliko pomeni nekako in ja, kot samozaposlen je hitro lahko v bistvu zabiješ pač neki čas preprosto oziroma če nisi dovolj organiziran, no. Tako da je tule treba biti malo, si postaviti ene stvari. Pa ena stvar, ki je za mene pomembna, je to, da imam možnost delati v drugem prostoru kot doma. Se pravi, jaz dejansko grem od doma v ta prostor, kjer sem zdaj, in tukaj delam. To mi tudi zelo veliko pomeni in tu sem lahko pridem kadarkoli, v kateremkoli času dneva in imam mir za pač karkoli že moram delati. Tako da mi je to pomembno, no, da imam pač ta čas svoj za delati, ki je praktično vsak dan enak, razen če sem pač kje v tujini, in prostor za delo, ne. Tako da v bistvu, ja, na neki način tudi jaz hodim v službo tako kot vsi ostali, no. Ja, to ste zelo lepo povedali, ne, ker je fajn, da imaš rutino, ker se mi zdi, če si samozaposlen, lahko hitro delaš 24 ur na dan, ne, zato sem vas to vprašala. Ja. Kako se pa odločite, kateri projekt boste recimo izbrali, na kak način to poteka? Ja, s projekti je bilo tako. Eno obdobje, sploh nekako v začetku, sem zelo veliko stvari vzel oziroma sem sodeloval v veliko projektih, v katere so me povabili. Potem čez čas sem to malo zmanjšal in skoncentriral nekako na nekaj stvari, nekaj projektov, nekaj bendov, ki so mi pač pomembni. In poleg tega v bistvu sem potem lahko izbiral pa, ne vem, te projekte, kjer sem aktiven kot skladatelj ali pa aranžer. In odločitev, kaj bom sprejel in kaj ne, je v bistvu sestavljena iz več dejavnikov, no. En je sigurno pač čas, preprosto, pač koliko imam za delati, koliko ne. To so tudi ene stvari, ki se jih moraš navaditi, ke v prvih letih še ne znaš čisto predvideti, koliko ti bo kaj vzelo, ne. In zdaj, ne vem, kar se tiče igranja inštrumenta in vadenja in te priprave na projekt, se da bolj predvideti, koliko časa ti bo to vzelo, recimo, ko pišeš eno skladbo, pač avtorsko, se pravi, da ni aranžma, je težje povedati, koliko časa bo vzelo, ker tudi včasih stvari ne grejo čisto tako, kot bi si človek želel.
in tudi to ni delo, ki bi se pač usedel za mizo in delal, vsaj meni to ne gre tako. Tako da rabim en čas, da pridem do enih idej, da jih razvijem že pri sebi in tako. In, pač čas pisanja skladbe ni enak, ni vedno enak, no. Tako da to, druga stvar, seveda, absolutno me že v osnovi pač nekaj zanima, a mi je neki izziv, neki projekt ali ne. A mi je glasba, ki jo recimo nekdo dela, pa želi, da jaz dodam nekaj svojim aranžmajem, a mi je sploh v bistvu všeč, a je to, oziroma ali pa če mi že ni toliko všeč, a imam mogoče izziv, a bi rad sam preizkusil, a zmorem to narediti, a zmorem tukaj nekaj dati svojega zraven, ne. To mi je pomembno, no, da so mi stvari v izziv, ne. Nezanemarljiv dejavnik je seveda tudi denar, ne. Jaz načeloma za ta čas, ko sem v službi, in predvsem za ta čas, ko me ni doma, absolutno nekako moram nekaj prinesti domov. Pač, tako da mislim, pač denar je tudi dejavnik, absolutno, ne. In v poklicu samozaposlenega so lahko kar veliki valovi v bistvu dela in tudi s tem povezanih financ, ne. Se pravi, obstaja eno obdobje, ko imaš ves čas zelo veliko za delati in težko shajaš, težko sfolgaš vse skupaj. Je pa res, da bo potem najverjetneje se to tudi v denarnici poznalo, ne. In pol pride obdobja, ko ni toliko, ne, in pač se tudi to pozna v denarnici. Tako da je to se treba malo navaditi v bistvu na to jadranje po teh valovih. In ja, odločitev za projekte je pač sestavljena iz vsega tega, kar sem zdaj naštel. Hvala. Kako pa promovirate svoje delo, recimo? A je to kakšna samopromocija v kakšnem smislu? Ja, seveda, ne, mislim, jaz nisem samo to, kar piše v mojem uradnem nazivu, samozaposlen v kulturi inštrumentalist. To je en del, ne, potem pa je tukaj še sem promotor svojega dela, ne, sem izdajatelj svoje glasbe, založnik, ne, sem tudi producent na snemanju svoje glasbe. Sem tudi računovodja pa arhivar, ne. Tako da tukaj je vse skupaj, vsemu se je treba posvečati, ne, v različnih obdobjih, različnim stvarem bolj, ne. In ja, tudi promocija pač spada v to. Nekako to je pomemben del našega dela, no. Preprosto moraš sporočiti ljudem, s čim se ukvarjaš. Moji projekti, se pravi, na tej sceni, na kateri delujem, dejansko grejo stvari iz projekta v projekt. Se pravi, ko te bo nekdo nekje slišal in se mu boš dopadel in bi te videl v svojem projektu, te bo mogoče povabil, ne. Recimo socialna omrežja absolutno pomagajo pri tem, da sporočiš pa tudi drugim, mislim, potencialnim pač sodelavcem, kaj delaš preprosto, ne. In en čas sem v bistvu se zelo nekako izogibal tega in tako in se mi je zdelo to nekako malo pod častjo, da bom jaz zdaj tule se nekaj, oziroma kakor ja, zdaj sem pa jaz tule nekaj hvalil pa to. Pol sem pa videl v bistvu, ko sem dal nekaj, ne vem, na Facebook ali na Instagram, in sem nekaj časa zatem dobil neko povabilo, sem ugotovil, da je bilo neposredno povezano s tem, da so me pač videli na Facebooku, da so videli moj video ali, ne vem, sliko ali karkoli, ne. In ja, pač živimo v takem času in socialna omrežja in spletna stran in take stvari, to so pač sredstva za, mislim, to so lahko tudi sredstva za promocijo in je prav nekako, da jih uporabljamo. Tudi jaz v bistvu tako
vabim ljudi včasih, ne vem, recimo Tomaža Hostnika, s katerim sodelujem dlje časa, sem ga pač videl na Facebooku, prvič, ne, sem videl njegove pesmi, sem prebral recimo tam, ne. In tako naprej. Tako da v bistvu s tem se je vredno malo poukvarjati. Eni imajo več žilce, zato eni manj, ampak pač prav je, da poskušamo tudi na tem področju, oziroma ne samo prav, kar potrebno, bi rekel, no. Vsaj v tem, kar delam jaz. Če sem prav razumela, ste res čist sam, nimate ne posebnega računovodje, ne arhivarja, ne založnika. Računovodjo, ja. To je en del, mislim, do katerega čutim največji odpor. Tako da v bistvu, ja, račune izdajam jaz, ampak ob koncu leta bilanco in napoved za odmero dohodnine in tako to vse uredi računovodkinja. Tega mislim, da ne bi zmogel. Okej, samo še to me zanima, kako pa, ko ste rekli, da imate tudi mednarodne projekte, na kak način sodelujete s tujino? Imate njihove projekte, ali vas kdo povabi, ali sami najdete priložnosti? Mislim, v tujino sem večinoma v bistvu šel s projekti, ki so pač od tod, ne, iz Slovenije. Zadnje čase kar veliko igramo z ansamblom Teo Color in Momento Cigano. Po tujini letos smo imeli po moje enih 20 koncertov recimo v različnih državah. Lansko leto smo šli na Vomex in se je v bistvu tudi iz tega naslova so se ene stvari malo zgodile. Tako da to, no, zdaj, ja, ali pa recimo sem napisal nekaj aranžmajev, ki so se potem snemali v Zagrebu in je bil tam zagrebški producent. In ja, so se potem recimo iz tega malo rodile stvari, ne. Ampak sicer ne iščem jaz nekako dela v tujini, bi me zanimalo, sploh, ja, kot skladatelj ali pa tako, se mi zdi, da bi bilo pač, mislim, bi mi bilo fajn, no, sodelovati, ali pa tudi kot aranžer, s tujimi bendi recimo, ali pa s tujimi umetniki, tudi v klasični glasbi in tako. Ampak ja, nekako nisem nikoli zares tega jaz iskal oziroma iskal teh poti ven, no. Nisem imel te potrebe, da zdaj nujno moram iti ven iz Slovenije delati. Je pa vedno, ko se pokaže ta prilika, pa v bistvu je fajn in uživam in ja, ne vem, recimo eno lutkovno predstavo sem delal z enim češkim režiserjem, pa smo pol to delali v Pragi in tako. Mislim, to je bilo super zabavno in zanimivo in lepa popestritev mojega delovnika, ne. Tako da ja, zgodijo se stvari, no. Jaz sem vedno imel nekako samo to načelo oziroma neko zaupanje, da če bom delal in če bom za vsak projekt, ki ga dobim, za vsako delo, ki ga delam, če se bom pač potrudil in naredil tako dobro, kot znam, da se bodo pač potem stvari odpirale, in priložnosti ponujale. In zaenkrat je res tako. Super ste to povedal. Mogoče še imate kakšno nasvet, iskrico, idejo za naše bodoče študente, ki odhajajo, ki zaključujejo akademijo? Ja, še najbolj se mi zdi mogoče pomembno to, da se ne loči študija od kasnejšega poklica. Imel sem v Celovcu par sošolcev, ki so se odločili, da oni pa bojo zdaj res študirali in potem, ko bodo imeli diplomo v žepu, bodo poiskali delo oziroma bodo delali, ne. V bistvu pa je pač ta naša muzika ena taka stvar, da je v bistvu delaš, mislim, odkar začneš na faksu, si v bistvu že lahko
aktiven in to je v bistvu sreča, no. Zdaj, če želiš biti instrumentalist, igrej v bendih, ne, igrej v orkestrih, pejdi za substituta, tudi jaz sem šel, sem en čas v operi bil, nekako dosti stalni substitut. Če si skladatelj, ne, piši, išči, izvedbe, recimo meni je sigurno pomagalo to, da so moji kolegi, moji, sošolci, na konzervatoriju, igrali moje skladbe, ne, takrat v tistem času. In pa tudi tako, neko to mreženje, recimo, no, če nimam tokrat niti tega izraza, niti samega mreženja kot takega, ne, ampak to se dejansko zgodi v bistvu na daljši rok, in ja, jaz sem pač začel precej aktivno igrati, v različnih zasedbah v času študija in nekateri sošolci so res imeli prav tako zadržke, ne, kakor ne, zdaj moram jaz študirati, zdaj moram jaz vaditi ta pa ta koncert, ne kar te ene muzike, ali pa ne vem, karkoli že, ne. Ne pa nekih projektov, ne. Tudi neki profesorji so imeli zadržke do teh stvari, ne. Poznam profesorja za violino, ki je rekel, da ki je prepovedal svoji študentki igrati v orkestru, ker se ji bo uničila intonacija, oziroma nekaj takega je rekel. To se mi pač res ne zdi, pravilen pogled, no. Tako da, ja, jaz bi rekel samo to, da se v bistvu lahko, da se študij in poklic, da je dobro, da se prelijeta v bistvu, no. Lažje je tako. Za karkoli se že potem odločiš, ne. Tudi če greš učit, fajn je imeti izkušnje učenja že iz študijskih let, ne. In si nabrati tega čim več. Potem je v bistvu diploma res samo en tak prehod, ne pa zaključek ene zgodbe in potem začetek druge, ker je v bistvu potem nekako težje, stopiti na prvo stopnico, potem ko si zaključil študij. Super, najlepša hvala. Ja, hvala.